Ker je ura po različnih kazalnikih že 15:45, predlagam, da začnemo z enim od treh zadnjih panelov, kajti sočasno stvari potekajo na treh lokacijah. Končali bomo pa pravzaprav z stvarmi, ki se delno navezuje na tisto eno predstavitev jutranjo ene publikacije, nove, torej objave gospodarskega načrta Milka Brezigarja. Govorili bomo namreč o vizijah gospodarskih načrtov, ne bom zdaj tega dolgega naslova bral, ker bom malo časa, kako sekundo potem odtegnil predavateljicam, ki so v tem panelu, pa bomo kar prišli v samo srž zadeve. Začeli bomo lokalno, in pa šli pa bomo tudi časovno proti novejšim obdobjem. Začeli bomo pa pred malo več kot 100 leti s koncem Prve svetovne vojne. In Petra Svoljšak in pa Petra Kolenc, obe sodelavki Znanstveno-raziskovalnega inštituta Milka Kosa, sicer ena iz centrale, druga pa iz ekspoziture, Ljubljana in pa Nove Gorice, predstavila bo pa samo Petra Kolenc, namreč družbena in prostorska obnova Primorja po Prvi svetovni vojni, kot ena od vizij oziroma realizacij. Prosim. Hvala. Jaz bom vseeno kar začela. Se pravi, lep pozdrav, soavtorica sem tega prispevka, krajše, ne vem koliko kratek je, koliko se bom zapletala, s Petro Svoljšak, ki je seveda, bom rekla, strokovnjakinja za Prvo svetovno vojno, jaz se ji samo v tistem kančku, kjer govorimo o Maksu Fabjaniju, pridružujem. Skoraj nedoumljivo je, da v letu 2023, ko vojna divja na evropskih tleh in ko smo nemočna priča dogodkom, ko pogled na porušena mesta in pokrajino Ukrajine zarisuje naš vsakdan in še več, ko iz sklada za mir Evropa svoje misli usmerja k izdelavi orožja, opozarjamo na gradivo izpred več kot 100 let, ki priča o do tal porušenem Posočju, Krasu, Vipavski dolini. Prav takšno je bilo namreč stanje po razdejanju Soške fronte, v katerega se je na vrhuncu svoje profesorske kariere na Dunaju odločil vrniti kraški arhitekt in urbanist Maks Fabjan. Prav za zavezanostjo, da obnovi porušene kraje Posočja, ali kot je sam dejal, je čutil moralno dolžnost ostati in pomagati obnoviti kraje na zahodni slovenski narodnostni meji. A pustimo za trenutek Maksa Fabjanja in poglejmo. Sredina slovenske Goriške od Devina do morja, na morju do predela je bila opustošena, vasi in trgi razrušeni in požgani, polje in nasadi podobni razriti puščavi, prepleteni z bodečo žico in posuti z izstrelki. V zimi 1917-18 so po tej nesrečni deželi gospodarile podgane, ki so poleg mnogih drugih poslov odzemale delo tudi grobarje. Spominski zapis zdravnika Antona Breclja pove v kratkih vrsticah vse o času, ko se je bojna črta z reke Soče premaknila na reko Pjavo. Pozorni opazovalec Brecl je v svojem pronicljivem zapisu Cvetoča kri zapisal svoje opaženje, kako je bila tedaj ranjena zemlja, ki je bila gola in rjava, kot nezaceljena rana, okoli katere je spomladi bujno zelenela trava, medtem ko so pas pustote ni kazal življenja. A konec spomladi je tudi tam, v nenavadni rdeči barvi, zacvetel mak, ki je boleče spominjal na pretekla krvava leta vojne. Vtis, da dežela še dolgo ne bo mogla živeti v miru in brezskrbnosti, je goriški zdravnik nenazadnje poglabljal s povsem stvarnimi in pretresljivimi dokazi. V zasilno obnovljeno bolnišnico usmiljenih bratov v Gorici so namreč nenehno prihajali od granat in ročnih bomb poškodovani ljudje, zlasti otroci z odtrganimi udi in brez oči. Toda prva skrb je bila vendar namenjena fizični obnovi razrušene dežele, saj so porušene hiše povsod molele svoje razbita rebra v mračni zrak. V obsegu rušilne moči vojne na Soči zgovorno pričajo številke o stanju ruševin v 107 slovenskih občinah, ki jih je po vojni zbrala pisarna za zasedeno ozemlje na Narodnem svetu v Ljubljani. In sicer šlo je za 33 popolnoma porušenih, 35 poškodovanih, 50 izropanih in 35 deloma opustošenih občin.
Ocenili so, da je bilo prizadetih 28.000 poslopij, med njimi je bilo 8.900 porušenih, 3.700 je bilo poškodovanih in kar 14.000 in še nekaj več izropanih. Še leta 1922 je časopis Obnova Goriške ugotavljal, vsi vemo, da je naša dežela razbita in razrušena, naše ljudstvo še nima strehe nad glavo. Na pol podrte barake služijo za bivališče tisočem in tisočem. Nič bolj obetavne niso bile ocene o prizadetosti obdelovalnih površin. Saj je bilo uničenih kar 6.000 hektarjev od 8.000 vinogradov, od 62.000 hektarov gozdov je bilo 15.000 hektarov uničenih in 18.000 hektarov poškodovanih. Uničenih je bilo tudi 20% travnikov, 10% pašnikov, njive. Tako se je članek v obnovi Goriške nadaljeval. Po naših vinogradih raste bohotna akacija in trnje. Naši sadovnjaki so izginili in naš kmet mora še vedno v smrtni nevarnosti z lastno pridnostjo, brez nikakršne pomoči spravljati v red razdejane njive, prekopane travnike, uničene vrtove. V denarju je bila škoda na zemljiščih ocenjena na 86 milijonov kron, izguba pridelka pa naj bi znašala 145 milijonov kron. Le 20% živine je ostalo v lasti prebivalstva. Z obnovo se je ukvarjalo več odborov na deželni ravni z deželno komisijo za obnovo na čelu. Osrednjo vlogo pa je prevzel osrednji odbor za vrnitev beguncev in obnovo Primorja na Dunaju, ki je bil ustanovljen konec novembra 1917 pod pokroviteljstvom Jugoslovanskega kluba, organizacijsko in delovno pa ga je vodil Andrej Gabršček, ki je skupaj s sodelavci med drugim pri vojaških oblasteh izposloval oprostitev vojaške službe za 53 domačih obrtnikov. Odbor si je zlasti prizadeval za izgradnjo začasnih bivališč oziroma manjših begunskih taborišč, po modelu medvojnih taborišč v notranjosti monarhije, kamor bi preselili tudi šolske ustanove in druge urade, potrebne za oživitev življenja na področju nekdanjega bojišča. Dunajski osrednji odbor je deloval do leta 1920, ko je bilo likvidirano tako imenovano begunsko vprašanje in je naloge obnove nadaljevala Zveza slovenskih županstev. Na eni od svojih službenih poti med Dunajem in Trstom je rodno Gorico obiskal Andrej Gabršček in tu videl na svoje oči strahote bivše vojne. Posojilnična hiša, kjer sta bila moja tiskarna in stanovanje, do polovice razrušeno, moje stanovanje popolnoma uničeno, večina pohištva je bila shranjena v enem prostoru pritličja, vsa zaloga mojih knjig v podstrešju je bila popolnoma uničena. Obrnil sem se in zabeležil iz svojega nekdanjega raja koristne delavnosti, zbežal iz svojega raja nekdanje koristne delavnosti. Z uničenjem so se tedaj začeli soočati tudi goriški poslanci v Dunajskem parlamentu, med njimi dr. Alojzij Franko, ki je zapisal: V duhu sem si ustvarjal slike, toda to, kar sem videl, minuli teden na lastne oči prekaša daleč vsako domišljijo. Ne bom govoril v mestu. Gorica je hudo poškodovana, mnogo hiš je podrtih, mnogo na pol sesutih, na prste se šteješ nepoškodovane. Ali Gorica kaže vsaj na zunaj značaj mesta. Drugače pa je v okoliških vaseh. Sokan, Kromberk, Pevma, Podgora, Standrež, Vrtojba, Sovodnje, Mirn, Rupa, Bilje, Renče, Gradišče, Šempeter, to je vse končano, vse v razvalinah. O mnogih hišah niti sledu ni več. Kedar odstranijo razvaline, bo moral kmet iskati zemljemirca, da mu bo po magli pokazal svet, kjer je stal nekoč njegov dom. Organizirano in kontinuirano vračanje slovenskih beguncev iz avstrijskih begunskih bivališč se je začelo po kobariškem preboju oktobra 1917, ko je po oceni poveljnika Soške armade generala Svetozarja Vorojevića z vojaškega vidika ni bilo ovir za postopno vrnitev beguncev. Razmere na nekdanjem bojišču so bile slabe. Družbo pa je bilo potrebno obnoviti ekonomsko, socialno in politično, a najprej bivanjsko.
kar so ugotavljali tudi na srečanju predstavnikov notranjega ministrstva, poverjeništva v Trstu, vojaških in drugih zadev, civilnih zadev 22. decembra 1917. Obnova porušenih krajev in vračanje beguncev sta bila dva procesa v enem. Država jo je obravnavala v vzajemni odvisnosti. Zaključek procesa pa nikakor ni bil sočasen, saj je obnova trajala še dolgo v 20. stoletje 20. stoletja. V začetku tega desetletja pa so se vrnili zadnji begunci iz strnišča pri Ptuju. Del pa se jih je po zavestni odločitvi ni želelo vrniti v domače kraje, ker jih je okupirala italijanska vojska. Saj so okupacijske in kasneje politične oblasti jasno pokazale, na kakšen način bodo vladale v etnično mešanem ozemlju nekdanjega avstrijskega primorja. Pogoje vračanja beguncev je urejala okrožnica avstrijskega notranjega ministrstva z dne 19. januarja 1918 in je razdelila ozemlje vračanja v 3 skupine. V skupino A je sodilo ozemlje vzhodno od Soče, Brda, notranji del Krasa, srednje Vipavske doline in nekaj posoških občin. V to skupino je bila vrnitev obvezna oziroma prosta. V skupino B, kamor je sodilo spodnja Vipavska dolina, zgornje Posočje, del Brd, je bila vrnitev fakultativna in dovoljena v primeru, da se je begunec lahko preživljal z lastno gospodarsko dejavnostjo. V skupino C so sodili najbolj poškodovani kraji, Gorica z okolico, Gradišče, Tržič, rob Kraške doline, Dobrdobska planota. In je bila vrnitev dovoljena le izbranim javnim funkcionarjem, zdravnikom, kmetijskim pridelovalcem, obrtnikom in podjetnikom, katerih prisotnost je bila potrebna za obnovo in oživitev gospodarske dejavnosti. Udeleženci medministerialne konference konec aprila 1918 so sklenili, da je potrebno ustanoviti poseben urad, ki se bo ukvarjal z vračanjem. Določili so, da morajo biti vse stavbe, ki so vseljive, na voljo beguncem, oblasti pa bi morali zagotoviti hrano in obleko. Nastale naj bi begunske kolonije oziroma manjša taborišča in kot je bilo predvideno v uredbi notranjega ministrstva z dne 11. maja 1918, naj bi v deželi nastale 3 do 4 kolonije. Omeniti velja, da se status teh ozemelj kljub odmiku fronte ni spremenil. Še vedno je veljalo za vojno ozemlje. Ustanovljena je bila direkcija za begunske kolonije v deželi. Goriško-Gradiški s sedežem v Gorici, katere naloge so obsegale tako postavitev begunskih kolonij, ureditev podpor pod preskrbo z obleko in obutvijo, ustanovitev šol, vrtcev, zdravstvenih domov. Begunci naj bi ostali v kolonijah vse dokler naj bi bila njihova bivališča primerna za bivanje. Toda spomin na begunske izkušnje v taboriščih, predvsem pa gmotne razmere na terenu in v državi niso bile naklonjene uresničitvi teh načrtov in do konca vojne so bile zgrajene le 3 kolonije v Tržiču, Gradišču in Lučniku. V zgodbi vračanja izstopa mirnska begunska kolonija v Rečici v Savinjski dolini, kamor se je preselila celotna mirnska čevljarska družina z družinskimi člani vred. Zadruga je spomladi 1918 začela z obnovo tovarne v Mirnu in pripravljala pogoje za vrnitev in bivanje beguncev. Toda kljub temu, da so se organizirali zelo učinkovito, saj so za bivališče uporabili na primer demontirane italijanske vojaške barake, v Mirnu so organizirali ljudsko kuhinjo zavetišče za begunce, ki so v Mirn prihajali delati ter se vračali v Rečico, pa se je vračanje zavleklo še v letu 1920. V obnovo Goriške se je jeseni 1918 vključil tudi Narodni svet v Ljubljani, katerega finančni odsek naj bi zbral denar za obnovo, vendar, kot ugotavlja zgodovinar Branko Marušič, je bila navkljub številnim organizacijskim pobudam obnova zamaknjena še dolgo v 20. leta 20. stoletja. In je bila predvsem prepuščena znanju in iznajdljivosti domačih obrtnikov, zidarska tradicija je bila zagotovilo, da bodo kraji obnovljeni. Najprej do takšne mere, da so se mogli vanje vrniti begunci. Velike količine vojnega materiala so predstavljale gradbeno osnovo in kot ugotavlja etnologinja Špela Ledinek Lozej,
so bile stavbe zgrajene iz kamna in opeke, ki so jo skopali izpod ruševin, kritina je bila pogosto pločevinasta. Porušene stavbe, ki so uspeli obdržati nosilne zidove, so bile obnovljene v prvotnem obsegu, novogradnje pa so sledile tudi novosti, tako v obliki kot v uporabljenem materialu. Novosti sta prinesli elektrifikacija in vodovodna napeljava. Odprta ognjišča so bila nadomeščena štedilniki, kar je predstavljalo skupaj s premikom sanitarnih prostorov v notranjost bivališč pomembno spremembo v stanovanjski kulturni krajev ob nekdanjem Soškem bojišču. No, leta 1925 je bila obnova načeloma zaključena, vojna škoda pa nikoli docela poravnana. Do leta 1922 je prebivalstvo Julijske krajine vložilo 145.650 vojnih napovedi vojne škode, kar je znašalo 1,75 milijonov in še nekaj italijanskih lir. Po zakonu o vojni škodi iz leta 1919 je bilo le te deležno le malo Slovencev. Izplačana pa je bila sprva v gotovini. Po letu 1923 pa le še v bonih. Leta 1921 je bil ustanovljen poseben kreditni zavod v Veroni, ki je dal predujme na račun odškodnine proti visokim obrestim. Vrnitev vojne škode, zlasti v kmetijstvu, je potekala počasi in ni bila nikoli v celoti poravnana. V obnovo Gorice in Goriške se je dejavno vključil tudi arhitekt Max Fabiani, ki je že na Dunaju odprl informativno pisarno za begunce, v deželni komisiji pa je prevzel vodenje oddelka za gradnje in načrte. V letih 1917 do 1922 je s svojimi pomočniki tako izdelal skoraj 100 urbanističnih načrtov za porušene kraje od Bovca do Jadranskega morja. Do sedaj smo jih sicer posredno oziroma neposredno uspeli identificirati približno 92. Poleg omenjenih urbanističnih načrtov navaja Fabiani sam v poročilu iz leta 1922 oddajo tudi 70 načrtov za obnovo ali gradnjo posameznih javnih stavb, ki še niso bile v celoti identificirane. Med njimi so šole, upravne stavbe, cerkve, pokopališča in drugi objekti skupnosti v teh krajih. Tako kot so se številni primorski begunci ob koncu Prve svetovne vojne vračali v porušene domove in v novo državo, tako se je tudi Fabiani leta 17 začelo Fabiani povsem novo poglavje v življenju. Novi začetki so vzklili na ruševinah vojne, kot je sam zapisal. Z obnovo krajev vzdolž Soče je pridobilo Fabianijevo urbanistično načrtovanje Posočja, tudi Krasa in Vipavske doline, v širšem evropskem smislu hkrati regionalno planiranje in načrtovanje posameznih javnih objektov. Načrti ureditve krajev so bili končani 30. oktobra 1922, skoraj 6 let po vojni. Za vsak kraj je predvideval bodoči razvoj ter njegovo funkcionalnost, kar je v prvi vrsti rezultiralo v posodobljeni cestni mreži, kjer so se ponekod še srednjeveške poti odpirale modernemu prometu, novih stoletij z mislijo na obvoznice, tako je na primer razmišljal za Gorico in Opatje selo, nove ulične mreže in bodočo rast naselja in načrtoval tako pri večjih, na primer Tolminu, Gorici, Ajdovščini, kot tudi pri manjših krajih, na primer Mirnu pri Gorici. Urejene so bila tudi nova središča, manjša, recimo Temnica, večji trgi, premišljeno vključeni drevoredi, parki, na primer pod Gradišče ob Soči, včasih samo posamezna drevesa. Velik projekt povojne obnove Primorske je številnim krajem vtisnil podobo, ki jo je v krajini zaznati še danes. Fabianijeva zapuščina Goriški je obsežna, dragocena in tudi v materialnem smislu. Ob primerjanju številnih fotografij iz vojnega in povojnega obdobja, samih regulacijskih načrtov in ob sprehodu, skozi katerega od Fabianijevih mest ali vasi se poraja vprašanje, kakšni bi bili danes kraji,
če bi se zanje takrat ne bil zavzel razgledan, daljnoviden svetovljan, arhitekt in urbanist, ki je bil hkrati z dušo in srcem na Goriškem. Jaz na tej točki zaključujem. V ozadju se je nekako, vsaj kolikor sem uspela, odvijala razstava, ki smo jo skupaj s Petro Svoljšak pripravili in vabim, da si bolj podrobno ogledate, bolj počasi. Prav o tej temi, se pravi o povojni obnovi Posočja, o pomenu Maksa Fabjanija in o vseh krajih, omenila sem prej približno 100 regulacijskih načrtov, 92 identificiranih, da si to razstavo, ki smo jo v okviru projekta Interreg lansko leto pripravili. Tako da mogoče bi na tej točki Petra Svoljšak kako drugače umestila vse skupaj, jaz sem jo poskušala dostojno nadomestiti. Tako da hvala za pozornost. Hvala lepa. Zdaj smo bili v prostoru, zdaj bomo pa pri posamezniku. Glede na naslov Socialno skrbstvo v Ljubljani 1918-1945, predstavila ga bo Mojca Šorn, sicer sodelavka Inštituta za novejšo zgodovino. Socialno skrbstvo je seveda en vidik vizije, ki morda je nekje na neki točki klesnila, in zato imamo potem socialno skrb. Hvala. Torej, nezadostno socialno skrbstvo pred letom 1914, velika vojna in razmere po njej so pripeljali do zaostrenega socialnega položaja. Nova država se je na to polje vključevala z Ministrstvom za socialno politiko, ki je bilo potem leta 1931 priključeno Ministrstvo za narodno zdravje. V Sloveniji je socialno politiko najprej se obravnavalo v sklopu samostojnega oddelka oziroma poverjeništva za socialno skrbstvo, po letu 1924 pa oddelka za socialno politiko. Glavno breme socialnega skrbstva so pa tako ali tako prevzele nase občine. Vpogled v miselnost in odnos do socialno ogroženih oseb po prevratu odstira naslednji citat. V prejšnjih časih se je poznalo samo podpiranje ubozcev, oprto na naziranje, da se nahaja nekje gospod, ki deli podpore, nekje pa revež, ki prejema miloščino. Danes je premagano stališče miloščinstva, katero nam je samo še v spominu na čase, ko kultura še ni razumela, da ima vsak človek absolutno zakonito pravico prejemati iz javnih blaga in sredstva, če sam ne more več delati in mu življenje ni dalo možnosti, da ima vse najnujnejše za preživetje. Konec navedka. Ljubljanski magistrat do županovanja Ljudevita Periča ni poznal sistemsko urejenega poslovanja v zvezi s socialno politiko. Socialne zadeve so bile razdeljene med različne uradnike. Leta 1923 pa sta socialno-politične naloge ljubljanske občine začela izvajati socialno-politični odsek in socialno-politični urad. V socialno-politični odsek, ki ga je volil ljubljanski občinski svet, je bilo vključenih 9 članov. Zadolžen je bil za sestavljanje proračuna socialno-politične uprave, nadzor mestnih dobrodelnih ustanov in upravljanje zadev ubožnih zavodov ter podpor. Vse posle socialnega skrbstva pa je izvrševal socialno-politični urad. V sklopu mestne socialne strukture je deloval ubožni oddelek, ki je bil zadolžen za organizacijo in izvrševanje vseh nalog, ki so vključevale preskrbo finančno slabše stoječih oseb. Po obsegu najzahtevnejše je bilo oskrbovanje starih in bolnih oseb s stalnimi in izrednimi podporami. Do stalne podpore so bile upravičene osebe, ki so bile socialno ogrožene in starejše od 60 let, v primeru nezmožnosti do preživljanja pa tudi bolni in invalidni. Stalne podpore so se realizirale s preskrbo po zavodih in s tako imenovano prosto zunanjo preskrbo. Najprej nekaj besed glede prve.
Stalnih podpirancev je bilo največ v mestnem zavetišču na Japljevi ulici. Čeprav so v letih po vojni stavbo iz leta 1901 nadgradili in je bila namenjena 250 osebam, je bila povsem zasedena, zato so mnogim namestitev našli v hiralnici svetega Jožefa na Vidovdanski in Jožefišču v Šlajmerjevi, pa tudi zavetišču svetega Vincenca v Mengšu. Kljub temu, da se v zapisnikih socialno-političnega odseka leto za letom izraža potreba po ponovni dograditvi stavbe oziroma povsem novem zavodu, je občina s konkretnimi načrti začela šele leta 1938. Kupila je zemljišče na Bokavcih, kjer je nameravala zgraditi moderen dom onemoglih, a je pač projekt prekinila oziroma prehitela vojna. V sklopu stalnih podpor je pri izvajanju drugega modela, se pravi odprtega zunanjega sistema skrbstva, mestnemu socialnemu politično uradu pomagalo več kot 20 okrajnih načelnikov. Vsak od njih je imel odkazan svoj okoliš, ki je bil relativno majhen, da je lahko dodobra spoznal vse pomoči potrebne osebe in jih pritegnil v evidenco svoje oskrbe. Teh je bilo recimo leta 1930, ko se je že začela, pa so se posledice gospodarske krize v Ljubljani 800. Zdaj pa če računamo, da je bilo takrat dobrih 50 000 oseb, je to kar velik odstotek. Način odprtega skrbstva je temeljil na sistemu podpor v blagu ali denarju, ne in denarju. Oskrbovancem je med boleznjo pripadala nega, zdravljenje so jim omogočili mestni zdravniki, brezplačno so prejemali tudi zdravila in druge potrebščine. Poleg stalnih podpor, kot sem pa že omenila, so delili tudi izredne podpore, namenjene so bile osebam, ki so bile zaradi bolezni ali nezgode potrebne nujne ad hoc pomoči. Prejele so jih kot denar, hrano, obleko, obutev, šolske potrebščine, knjige, kurivo in drugo. Pomembna vloga je bila dodeljena stanovanjskemu oddelku. Skrbel je za prenočišča, zaščito najemnikov, pospeševal je organizacijo stavbnih kreditov, vodil stanovanjsko statistiko in stanovanjsko posredovalnico, organiziral je pa tudi ustanavljanje družinskih vrtičkov. Prvi vidnejši rezultati reševanja perečega stanovanjskega vprašanja so bili doseženi v začetku 30-ih let. Pravo veselje je leta 1932 povzročilo odprtje delavskega doma, kjer je bilo na razpolago skoraj 100 sob za 170 oseb. Vse so bile nemudoma oddane stalnim najemnikom, le postelje v skupni spalnici so se oddajale dnevnim gostom. V delavskem domu je imela svoje prostore tudi javna kuhinja, ki je dnevno poskrbela za obroke za 400 oseb. Mestna občina je začeto delo nadaljevala z gradnjo delavskih kolonij za Bežigradom, v Mestnem Logu in drugje. Delavski oddelek je skrbel za zaščito dela, sodeloval je pri reševanju vprašanja brezposelnosti, ki je bilo v Ljubljani vedno zelo aktualno, še posebej v zimskih mesecih, ko se je po pomoč na občino obračalo nekaj 100 oseb vsak mesec, v času velike gospodarske krize pa tudi 1500 in več. Poleg denarnih podpor je urad delil podpore tudi v naravi. Brezposelni delavci, ki so bili v Ljubljani v tekočem letu zaposleni najmanj 3 mesece, so imeli dostop do javne ogrevalnice, kjer so mnogi tudi prenočevali. Konec leta 1938 je občina odprla vrata nove mestne kuhinje, prenočevalnice in dnevne ogrevalnice v bivši cukrarni, kjer je hrano in prenočišče brezplačno prejemalo 130 oseb. Delavski oddelek je bil zadolžen tudi za svetovanje in pomoč pri administrativno-pravnih vprašanjih, prošnjah, pritožbah in drugih zadevah. Novost v sklopu povojne uprave pa je bilo mladinsko skrbstvo, ki v Avstriji ni bilo vključeno v javni sektor. Z oskrbo otrok in mladostnikov so se ukvarjale karitativne organizacije. Po vojni, ki je zapustila številne sirote, telesno, duševno obnemogle otroke, sta se nova država in politika posvetili tudi skrbi za mlade. Na tem področju je ljubljanski mestni fizikat, ki se je vključeval v socialno skrbstvo, od občine pričakoval ne le kurativno, temveč tudi
in morda tudi predvsem preventivno delovanje, saj, navajam, kapital, ki ga naloži občina v mladinsko skrbstvo, skrb za njen duševni in telesni razvoj, to niso zakopani talenti, marveč se bo obrestoval v delu te mladine v poznejših letih za blagor svojih rodbin in celokupnega naroda. Konec navedka. Mladinski oddelek je glede na postavke iz Zakona o zaščiti dece in mladine iz leta 1922 skrbel za poklicno varuštvo otrok, predvsem najdenčkov, sirot, nezakonskih otrok. Ker svojega otroškega doma občina ni imela in ga seveda v obravnavanem obdobju tudi ni uspelo postaviti, čeprav je bilo v tem govora praktično iz seje v sejo, je sodelovala z raznimi drugimi zavodi, v Ljubljani Marjaniščem, Lichtenturnovim zavodom, pa tudi zavodi izven mesta. In v teh zavodih je pač skrbela za par 10 otrok. Oddelek je skrbel tudi za vdajo otrok v rejo in izvajal nadzor nad njimi oziroma družinami, v katere so bili otroci oddani. V okviru mladinskega oddelka so delovala dnevna zavetišča za revne otroke, pri čemer so socialne službe ocenjevale, da jih je vsaj 5-krat premalo. Izpostaviti velja, da je v Cukrarni leta 1939 občina odprla prehodni otroški dom s popolno oskrbo, vključno s poukom, za 30 mladih beračic in beračkov. Oddelek je začel organizirati počitniške kolonije, v drugi polovici 30-ih let pa je veliko skrb namenil šolskim menzam, ki jih je občina ustanavljala kar po ljubljanskih šolah. Leta 1937 so kuhinje svojo dejavnostjo pričele na 14 šolah, leto kasneje pa jih je občina vzdrževala že 19. Prehrane v teh kuhinjah so bili deležni tudi obrtniški vajenci in študentje. Realizacijo ciljev, ki si jih je po vojni postavilo socialno skrbstvo v okviru leta 1923, vzpostavljanje mreže urejenega poslovanja, je najprej upočasnevalo slabo finančno stanje občine. Ko je konec 20. let že kazalo na izboljšanje, je svoje terjala velika gospodarska kriza oziroma njene posledice. Citiram: naval brezposelnih in potrebnih na mestni socialno-politični urad je ogromen. Sreča je, da se je urad preselil iz magistratnih poslopij v mestni dom. Še tukaj, kjer so nam na razpolago široki hodniki in stopnišča, kjer ni nobenih drugih strank, vlada taka gneča, da se človek težko prerine skozi. Konec citata. Na seji socialno-političnega odseka novembra 1931 je dr. Joža Bohinjec predlagal, da bi za pomoč socialno ogroženim ustanovili skupen pomožen odbor vseh ljubljanskih dobrodelnih društev z mestno občino na čelu. Nabirali bi se darovi v denarju in naravi. Sestalo se je več karitativnih organizacij, dobrodelnih društev, ki so kljub aktivnostim mestnih dejavnikov na področju socialne politike ves čas ostajali sestavni del mestnega socialnega skrbstva. Odbor je pozval vse javne urade, tovarne, obrtnike, naj darujejo za siromake. Prvi so se odzvali mestni uslužbenci, darovali so 1 do 2% mesečne plače. Tem so sledili drugi uradi in posamezniki, na kateri so darovali denar, na kateri premog, klobase, krompir, cikorijo, blago, čevlje in drugo. Vse je bilo nemudoma razdeljeno med pomoči potrebne prosilce. Mestna občina je pomožno akcijo organizirala tudi naslednje leto, se pravi 32. Organizacijski odbor je določil v decembru 2 nabiralna dneva pod geslom Delavec za delavca, sama akcija pa je trajala 4 mesece. No, tako prva kot druga in tudi večino naslednjih pomožnih akcij, ki so po koncu gospodarske krize potekale dalje, v letih pred in med drugo svetovno vojno jih poznamo pod imenom zimska pomoč in vse so bile relativno uspešne. Ko se je gospodarska kriza začela umirjati, so Ljubljano zamajale še negativne posledice inkorporacije nekaterih sosednjih občin septembra leta 1935. S priključitvijo se je ozemeljsko in številčno okrepila, hkrati pa je morala poskrbeti še za več socialno ogroženih ljudi,
saj so bile, citiram, socialne prilike v okoliških občinah dokaj neugodne. Vendar je, kot je verjetno bilo razbrati iz prvega dela referata, pod Adlešičevim županovanjem v drugi polovici 30 let kriza počasi že pojenjala, začenjala se je sanacija. To med drugim dokazuje podatek o proračunu socialnega urada, ki se je od leta 28 do leta 38 skoraj podvojil. V proračunskem letu 37-38 je Ljubljana, ki je veljala za eno najbolj zadolženih mest v državi, za socialno skrbstvo namenila 6,18% celotnih proračunskih sredstev. S tem je bila tudi najbolj socialno mesto v državi. Maribor je sledil, za socialno skrbstvo je namenjal 5,11%, Zagreb 4,43%, Beograd 2%. No vendar kljub temu so se mestni veljaki zavedali, da ne dohajajo nekaterih drugih evropskih mest, ki so socialnemu skrbstvu namenjala tretjino svojega proračuna. Za konec bi samo še poudarila, da so oblike socialne pomoči do leta 1941 ostale podobne tistim, ki so bile merodajne že v času Adlešičevih predhodnikov, Ljudevita Periča in Dinka Puca. Nespremenjene so ostale tudi kategorije oseb, ki so pomoč prejemale. Tudi finančna sredstva, potrebna za izvajanje socialne politike, so ostala delno vezana na redni proračun, mesto pa je še naprej zbiralo prostovoljne prispevke in darove. Tako da hvala za pozornost, pozabila sem, da je pa PowerPoint, ampak nič posebej. Mojca, hvala lepa. Velika vojna je zdaj že minila, zdaj smo bili v obdobju med obema svetovnima vojnama, kar zdaj nakazuje, da pravzaprav tista vojna ni več velika, ker prihaja še ena, če smo v mestnem obdobju. In v tem umestnem obdobju te druge vojne so nastajali vizije o ureditvi Slovenije po drugi svetovni vojni. Kolegica Kornelija Ajlec z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani bo govorila o vizijah v partizanskem taboru, ker seveda vizij je lahko več. Ena bo ta. Najlepša hvala, res je, vizije bilo več, ampak jaz si bom dovolila, da bom ta referat začela nekoliko v bližji preteklosti, kot je to druga svetovna vojna. Namreč leta 2017 je Služba Republike Slovenije za razvoj predstavila vizijo Slovenije leta 2050. Za oblikovanje vizije si je služba vzela 2 leti in pol časa in v tem obdobju so pripravili iztočnice za pogovore. Te iztočnice so nato predstavili vladnim ministrom, ki so dodali svoj neravno poglobljen lonček. Nato pa so vizijo oblikovali na podlagi delavnic, kot je to danes moderno, med uslužbenci javne uprave in pa državljani Republike Slovenije v Radencih, v Postojni, Velenju, na Otocu in na Bledu. Skupaj je pri snovanju te vizije Slovenije sodelovalo 363 državljank in državljanov. Rezultat tega dela je bilo besedilo v obsegu 421 besed. In to besedilo sporoča, da bomo leta 2050 Slovenci uspešni, da bomo inovativni, vitalni, seveda bomo dosegli nacionalno spravo, imeli bomo bogato identiteto in predvsem bomo srečna nacija. Na podlagi te vizije je bila kasneje izdana še strategija 2030, ki je govorila o tem, kako bomo te cilje vizije do leta 2050 tudi dosegli. In državljani naj bi izvajanje vizije spremljali ves čas na spletnem portalu Slovenija 2050 SI. Zdaj, videz spletne strani leta 2023 je nekoliko nepričakovan. Ta spletna stran je bila očitno prevzeta in danes objavlja ne preveč kvalitetne prispevke, namenjene za reklamo različnih produktov. In po mojem mnenju
videz te spletne strani na tem naslovu odraža tudi odnos slovenske države do državnega načrtovanja oziroma neke poglobljene in nadstrankarsko sprejete predstave o temu, kaj so cilji države in kakšni naj bodo načini, da bi se te cilje lahko doseglo. Slovenija namreč po moji oceni od integracije v evroatlantske povezave nima nekih dolgoročnih nadpolitičnih strateških ciljev, še več, kot vidimo, srednjeročni politični cilji, spremembo vsakokratne vlade in potopa ter ponovnega vznika političnih strank in koalicij poniknejo v globini spletnega oglaševanja. Iz tega seveda izhajata vprašanje, ali smo bili Slovenci vedno tako brezbrižni do svoje prihodnosti, ali pa je to odnos, ki smo ga razvili šele potem, ko smo se osamosvojili in smo državo začeli jemati kot nekaj, kar je samoumevno. Seveda odgovorov na ti dve vprašanji ne morem podati danes, bom pa za namen tega prispevka pogledala v preteklost. Zdaj, obdobja, kam bi lahko pogledala v najnovejši sodobni zgodovini, je precej od Šinigojeve vlade pa do Kavčičeve vlade, ampak jaz sem se odločila, da bom pogledala v čas slovenskega partizanskega gibanja, s tem, da ta raziskava je še na samem začetku, zato bom danes podala tukaj le nekaj drobcev oziroma samo oris neke prihodnje bolj poglobljene raziskave. Zdaj, obravnavala bom dokumente Znanstvenega inštituta pri predsedstvu SNOS. Namreč ne le, da se po mojem mnenju v njih zrcali vizija slovenske povojne ureditve, temveč tudi zelo konkretna strategija. Seveda, vizije Znanstvenega inštituta niso enake državnemu planiranju po prevzemu oblasti. Državno planiranje se je po koncu vojne oblikovalo na neštetih kongresih, plenumih in sejah. Nazadnje pa so se vendarle odločali v nekem ožjem partijskem krogu. Namreč rast in razvoj gospodarstva, s tem pa tudi planiranje v socialistični Jugoslaviji so obstajali predvsem zato, da se je legitimiralo vladavino partije. Seveda pa je v socialistični Jugoslaviji bila partija enako država. Zato je imel sociolog dr. Gregor Tomc prav, ko je zapisal, da je bilo gospodarstvo neposreden političen problem. Zdaj je verjetno že vsem jasno, da bom v tej svoji kratki analizi govorila predvsem o tistih delih besedil, ki se ukvarjajo s prevzemom in upravljanjem gospodarstva po vojni. In zanimivo, besede Gregorja Tomca se pojavljajo tudi v elaboratih, ki so jih pisali posamezniki pri Znanstvenem inštitutu, se pravi Franc Viter, Lojze Dular, Franceja Učin, Lojze Udelinko, Žagar in drugi. Zdaj, če citiram Dularja, samo da to prikažem, tudi on je na primer v enem izmed elaboratov zapisal, organizacija gospodarstva ni samo strokovno, ampak tudi politično vprašanje. No, cilji razreševanja oziroma ukvarjanja s tem političnim vprašanjem pa so bili obnova v vojni okrnjene gospodarske dejavnosti, gospodarska osamosvojitev Slovenije, torej čim bolj nacionalno usmerjeno gospodarstvo, oblikovanje gospodarstva, ki bo omogočalo korist za vse, gospodarstvo, ki bo omogočalo razvoj, in pa gospodarstvo, ki bo omogočal dvig življenjskega standarda oziroma čim bolj široke multiplikativne učinke. Zdaj, obnova, se pravi prva točka, je bil eden izmed ključnih faktorjev v vizijah gospodarskega, s tem pa tudi celotnega ustroja povojne Slovenije, s tem, da tukaj ne govorim neposredno o infrastrukturni obnovi, ampak obnovi države in sistema kot takega.
Zdaj, mi si danes poenostavljeno predstavljamo, da pojem obnova pomeni ponovno vzpostavitev starega. Kar je seveda pričakovano, ker je to tudi neposredni pomen besede obnova. Ampak dejansko je povojna obnova skupek dejavnosti, ki pripeljejo do stanja, ki omogoča gospodarsko rast in preprečuje ponovitev konflikta. In prav ta zadnji, drugi del definicije neposredno pomeni, da obnova ne more biti povrnitev k staremu, temveč izgradnja nečesa povsem novega. Tako so povojno obnovo tudi smatrali v znanstvenem inštitutu. Niso torej želeli ponovno vpeljati predvojni gospodarski sistem, ampak neko povsem novo obliko organizacije, ki bo urejala gospodarstvo. Pri tem so seveda dajali prednost takšni ureditvi, ki je v ospredje postavljala skupnost, ne pa posameznika, in pa sistem, ki bo popolnoma izrabil naravne dobrine in pa človeško delovno silo. Pri tem so že načrtovali, da bo sistem temeljil na nacionalizaciji. Sicer so pisali, da želijo spodbuditi tudi zasebne investicije, ampak so hkrati zapisali tudi, da zasebništvo predvidevajo zgolj v kmetijstvu in gozdarstvu, vendar le v manjšem obsegu oziroma z razpršeno lastniško strukturo manjših količin zemlje. Veleposesti so torej že med vojno predvideli, da jih bojo nacionalizirali in vključili v zadruge, tudi večino trgovine in obrti so nameravali vključiti v zadružne oblike, nacionalizirati pa so nameravali tudi vse energetske obrate, vključno z elektrarnami in rudniki. In ravno v tem delu, za tiste, ki ste bili zjutraj na predstavitvi knjige o Milku Brezigarju, najdemo stične točke v pogledih znanstvenega inštituta z načrti, ki jih je Milko Brezigar ponudil praktično 20-25 let prej. Zdaj, eden izmed ključnih stavkov med številnimi elaborati pa je, bodoča združena Slovenija bo z ozirom na svoj položaj in gospodarski značaj nedvomno morala biti predvsem industrijska dežela. Stavek je seveda v skladu z marksistično, predvsem pa stalinistično vizijo komunistične ureditve države. Dular in Avčin, ki sta te uvodne besede zapisala v elaboratu prispevek k problemu energijskega gospodarstva bodoče Slovenije, sta to prihodno usmerjenost države utemeljevala na pregovorni pridnosti in pa tehnični sposobnosti Slovencev, pa tudi na naravnih bogatstvih, ki sem jih že omenjala, ki torej dajo takšnemu gospodarstvu, kot so rudniki in gozdovi temelje, ampak sta hkrati tudi opozorila, da ima slovenska krajina določene negativne značilnosti, naprimer kraški svet ali pa gorati predeli. Se pravi, ni mogoče razmah nekega velikopoteznega kmetijstva. In prav zaradi teh, lahko rečemo, negativnih danosti, so v znanstvenem inštitutu predvideli, da prihodnost slovenske industrializacije temelji na nišah v lesni, živilski in kovinarski industriji, ki naj bi predstavljale jedro slovenskega gospodarstva po vojni. Obstajalo je namreč prepričanje, da se bo težka industrija v povojni Jugoslaviji razvila v Bosni. Se pravi, zanjo naj ne bi bilo prostora v bodoči Sloveniji in če ne bo investicij iz preostalih delov Jugoslavije v slovensko gospodarstvo, bo torej potrebno v temu nacionalnem gospodarstvu razviti panoge, ki bodo zahtevale manjše investicije, manjše materialne stroške, ampak bodo imele večjo dodano vrednost, tem pa tudi večji zaslužek. Zdaj, nacionalno gospodarstvo v tem kompromisnem odnosu do gospodarstva v preostalih delih bodoče Jugoslavije naj bi Sloveniji zagotovo uspelo. Zakaj?
Menili so, da je v Slovencih precej nemškega čuta za točnost in preciznost. Ne. Še več, v dokumentih znanstvenega inštituta je precej primerjav Slovenije ali pa Slovencev, Švico in še bolj pogosto Švedsko. Kar je, glede na moje poznavanje dokumentov, morda celo ena izmed najbolj zgodnejših komparacij Slovenije, Skandinavijo in Švico. Posebej Švedska torej se pojavlja kot nekakšen Eldorado, ne, v teh dokumentih. Zakaj? Podobno kot Slovenci imajo nek nemški čut za preciznost in so se tudi sami specializirali za najrazličnejše niše v industrijskih panogah, zaradi katerih je imela Švedska poleg Norveške najvišji življenjski standard v Evropi. Ne. Kar je zelo zanimivo, ne. To pomeni, da so ciljali na to, da bi Slovenija, ne glede na razvoj v drugih bodočih republikah Jugoslavije, imela enega izmed najvišjih življenjskih standardov v bodoči Evropi. Zdaj, nišna industrija je bila pa seveda pogojena z naslednjim velikim projektom, to je bil projekt obnove energetske oskrbe slovenskega gospodarstva. Predvidelo se je, da bo ta oskrba razpršena in sicer na premog, ki bi izviral iz podržavljenih slovenskih rudnikov, na nafto in na rafinerije, kjer je zanimivo, ne, za razliko od Milka Brezigarja, ki je zelo okrnil slovenski nacionalni prostor po prvi svetovni vojni, so v znanstvenem inštitutu predvidevali, da se bo ta razširil. In so, na primer, v ta načrt, kako se bojo oskrbovali z nafto, vključevali predvsem italijanske rafinerije na Tržaškem, se pravi v Žavljah, v Aquili, in pa v Sveti Soboti, se pravi San Saba, in pa tudi na Reki. Te 3 rafinerije naj bi namreč v fašističnem času pokrivale več kot 50% vseh potreb Italije po nafti in seveda so se strokovnjaki pri SNOS-u obetali, da bo Slovenija z nafto več kot preskrbljena, hkrati pa bodo lahko nafto tudi izvažali in s tem nekaj tudi zaslužili. Ne? No, še vedno aktualen vidik strategije znanstvenega inštituta pa je bila elektrika. Če si danes prizadevamo, da bi elektriko torej čim ceneje kupovali iz tujine, je leta 1944 SNOS se ukvarjal z vprašanjem elektrifikacije in pa samooskrbe. Tako kot za večino Evrope tedanjega časa je bil to namreč eden ključnih korakov v industriji kot v družbi sicer. Naprimer, Franz Aučin je v enem izmed elaboratov napisal, da je bila količina letno potrošene energije v kilovatnih urah na posamičnega prebivalca merilo stopnje civilizacije kake države. In Slovenci smo seveda želeli biti civilizirani, kar pomeni, da se moramo elektrificirati. Hkrati je bilo treba v skladu s socialistično usmeritvijo potrebno gospodarstvo nadzorovati, oziroma kot so zapisali, je potrebna skupna gospodarska organizacija vse države, delo po načrtu, skratka načrtno gospodarstvo. To so zadeve, ki so vam seveda poznane in prepričana sem, da tukaj publika ve, kako so se potem zadeve dejansko razvijale po vojni. Zdaj, zanimivo pa se vsaj meni zdi, da v vizijah vizijah povojne ureditve v znanstvenem inštitutu stroji ne igrajo nikakršne vloge. Skratka, skoraj da ni govora o mehanizaciji. Razlogi za to so po mojem mnenju večplastni, vendar po svoje razumljivi. Če so cilji povojne obnove, med drugim gospodarstvo, ki bo v dobrobit vsem in pa ki bo narekoval dvig življenjskega standarda, je to seveda pomenilo, da je bilo potrebno zagotavljati delo za vse. Potem so tu stroji, razen da se proizvodnja poenostavi in pospeši, sekundarnega pomena. In tako je, vemo pa, da je bila mehanizacija seveda postopoma uvedena, ampak skoraj da vedno pod nadzorom delavca, s čimer so vedno sledili
ciljem povojnega gospodarskega ustroja in zagotavljali visoko zaposlenost. No, ker pa študije vizij prihodnosti sodijo v futurološke študije, si bom na koncu dovolila ekskurs v fantazijo. Že pred drugo svetovno vojno je eden izmed vidnejših vizionarjev slovenske bodočnosti, ne glede na to, ali kdo meni, da je šlo za svetlo ali temno bodočnost, Edvard Kardelj, napisal knjigo Potovanje skozi čas. Zdaj, zanimivo, Ignacij Voje je ob nagovoru na izrednem občinem zboru Zveze zgodovinskih društev leta 1979 v senci smrti Edvarda Kardelja knjigo označil kot primer, ko lahko Kardelja izmed mnogih njegovih poslanstev obravnavamo tudi kot zgodovinarja. Zdaj, sama menim, da gre pri tej knjigi za ekskurs v futurizem po vzoru italijanske in ruske avantgarde. Namreč v knjigi skozi sanje, glavni junak Štefan s pomočjo tako imenovanega vsemoča razlaga zgodovino človeštva skozi prizmo gospodarskega razvoja. Torej, Štefan verjame v napredek in verjame, da so nosilci sprememb ljudje, ki izrabljajo tehnologijo. Še več, tehnologija oziroma stroji Štefana spodbujajo k sodelovanju s tem, ko pravijo, da je človek s posegi v naravo ustvaril delo, z izumom orodij in izgradnjo infrastrukture je ustvaril kulturo, človeška inteligenca pa je omogočila napredek oziroma razvoj. Ampak če je človek ustvaril stroje, ki so mu omogočili udejanjanje idej o napredku, zdaj stroji oblikujejo človeka. Zdaj, ta kratek ekskurs v en majhen delček ključnega obdobja, ko so Slovenci in Slovenija morali razmišljati o prihodnosti, ob koncu druge svetovne vojne, in tudi naše vedenje o vsemu, kar se je dogajalo po vojni, kaže na to, da je torej načrtovanje vizij družbeni konsens okoli teh vizij in njihova izpeljava ključen faktor za napredek. Ali kot je Kardeljev Štefan zaključil, če je še tako neizmeren in zamoten svet, vendarle ni tako dovršen in tako dokončen, da ne bi potreboval tudi moje pomoči in mojih hrepenenj. Torej, če sklenem, ljudje smo tisti, ki moramo razmišljati o prihodnosti. Hvala. Če je zdaj že Štefan govoril o pomoči, bo pa nekaj o pomoči seveda povedala za konec še zadnja referentka v tem panelu, Darja Kerec, ki prihaja z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Govorila bo namreč o organizacijskih ukrepih in nalogah Rdečega križa v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Izvolite. Lepa hvala, kolega. Pa se bom kar tu nadaljevala, če je kolegica Kornelija, ja, vem, da ne bo se mi zgodilo isto kot kolegici, ampak še vire lahko povedamo kasneje. Zaprem, lahko. Torej, vizija, nekaj že in kar nekaj tudi besed in besedni zvez se nama bo tukaj pojavilo, ampak, no, a už delal. Ne, nočem tega. Hočem da dela, ni dobro to. Escape. Escape. Ne, ker je zoprno, ker potem vsebino, da se bom skrajšala, sem že vmes črtala, ko so kolegice govorile, ampak jaz bi šla res od trenutne, od začetka. F5. F5. Ne, nočem, da se vidi naslednja drsnica, razumeš? Se zdaj se da te vidi. Kaj pa celi zaslon, kaj ima že to? Vse vidimo. Je. Aha, v redu, ja. Vidiš naslednjo. Ja, to bi pa povedal prej, da ne bi izgubila 2 minut, ne? Dobro, v redu, ja. Hitro nadaljujemo tukaj, kjer je kolegica zaključila. 18. junij 1944, vemo, torej, no, takrat je bil ustanovljen Rdeči križ Slovenija, ker je bil več poimenovan. Nadaljujemo kronološko, da ne posegam v referate ovih kolegic pred menoj. Zdaj pa nadaljujemo tam, kjer se pravno formalno vsa stvar začne.
17. julija 1946 je bil sprejet prvi zakon o Rdečem križu Jugoslavije. Pravila so bila sprejeta 16. decembra istega leta, tudi za Rdeči križ, torej, res boš gledal, Rdeči križ Slovenije. Še pred tem aktom je glavni odbor Rdečega križa Slovenije januarja 1946 razpisal volitve v vse odbore. Vse enote so morale izvesti volitve v vse odbore, kot so torej občni zbori oziroma skupščine krajevnih enot, okrajnih enot in pa okrožnih skupščin. Datumo ne bom navajala, se pravi februar-marec 1946. Dnevni red skupščin je imel 10 vsebinskih točk, med katerimi izpostavljam tiste, ki konkretno zasledujejo tako smernice Osvobodilne fronte kot smernice Ljudske fronte. Torej zmagovalke na volitvah v ustavodajno skupščino 11. novembra 1945 in tudi zasledoval pa tudi dosedanja načela delovanja Rdečega križa, ki pa jih je seveda naslednjih let in desetletij, torej ta organizacija jih je tudi spremenila in nadgradila ali delno redefinirala. Torej, kaj so bile torej te glavna načela oziroma navodila, se pravi, da je po vojni, v novi državi FLRJ, torej, kaj se v teh volitvah mislimo, torej na novo treba spostaviti to človekoljubno organizacijo. Prvič volitve, drugič poročila o posameznih odsekih, za ta primer je bil recimo posebej izpostavljen zgolj in le, ker je bila cela Evropa v razsulu. Prvič, o gmotnem stanju organizacije v Lanskem, to je v letu 1945, samo in zgolj v zvezi z Makedonci. Z Makedonci je bilo torej tako, recimo vestnik OF Celje za avgust 1945 piše oziroma je objavil to novico, namesto besed navedek, navajam, bom uporabljala manj slovenski ali zborni, citiram in konec citata. Citiram. Da zaradi nezaslišanega terorja fašistov v Egejski Makedoniji beže v Trumah in Bosi in Goli naši bratje po krvi iz Grčije preko meje v Jugoslavijo. Na klic naših bratov se moramo odzvati vsi brez izjeme in staviti vse sile v to, da uspe nabirana akcija za naše brate Makedonce. Konec citata. Torej, to je posebej izpostavljeno, potem pa gremo na to, pri čemer so v Rdečem križu Slovenije zasledovali torej oblast. Poročilo v povezavi z ostalimi dobrodelnimi akcijami zbiranja blaga, obleke, hrane, etc. Tretjič, poročilo o propagandi, poročilo po izvedbah, govораjo o repatriacijah, poročilo sanitetnega odseka o samarijanskih tečajih, kot so jih poznali seveda že pred vojno, ambulantah in poslovanju rešilnih postaj in številu vozil, rešilnih, nereševanih, poročilo nadzornega odbora, kjer je letani deloval, je bilo napotilo glavnega odbora Rdečega križa Slovenije, da naj se ga pravčasno imenuje v soglasju z odbori Osvobodilne fronte. Sedmič, sprejetje letnega proračuna in pa osmič, vračamo se na prvo točko, omenjene volitve, v okviru katerih je moral biti v krajevni odbor imenovan po en predstavnik iz AFŽ, Zveze mladine Slovenije, oziroma predstavnica iz AFŽ, Zveza mladine Slovenije oziroma ZMS in pa zastopnik podmladka Rdečega križa. Ter v okrajni odbor naj je imenovan oziroma imenovana ena oseba ali predstavnik iz odsekov za zdravstvo, socialno skrbstvo, prosveto, ponovno AFŽ, ZMS in pa zastopnik sindikatov. Osnovna organizacijska načela Osvobodilne fronte namreč v Sloveniji namreč v točki 13 od skupno 17 opredeljuje, citiram, svoje politično vzgojno delo v množicah vrši Osvobodilna fronta tudi po organizacijah, ki so v njej vključene, na primer ZMS in AFŽ, konec citata. Torej, napotilo glavnega odbora novo vzpostavljenim odborom je bilo tudi, da naj le-ti sestavijo da naj le-ti spostavijo primerne liste v sporazumu z odbori Osvobodilne fronte, to je s predstavnicami in predstavniki, tako da, citiram, bodo v krajevne, okrajne in okrožne odbore prišle razgibane osebe, prežete s cilji naše borbe in to je to, tudi tukaj konec citata. Na koncu navodil za volitve je bilo izpostavljeno tudi, da naj v nove odbore pridajo torej te osebe in pa da naj se glasuje z dvigom rok. Torej ni bilo na vednicah tajno glasovanje izvedeno. To je tudi sicer pospešilo postopek v teh volitvah.
Ni treba posebej poudarjati, da sta ustroj delovanja Rdečega križa Slovenije po drugi svetovni vojni torej sledila, kot že omenjeno, Ljudski front Jugoslavije in njenim temeljnim načelom, ki je bilo ob organizacijskih, torej vseh skupaj 32. Avgusta 1945 je v prestolnici, torej Nove Jugoslavije, potekal prvi kongres Ljudske fronte in na tem kongresu so bila sprejeta torej osnovna organizacijska in temeljna načela te organizacije. Tako. Obnova dežele, besedo smo že večkrat slišali, obnovo in pa izgraditev dežele, uporablja se prav dežele, ne države, torej dežela nek unikum pri Slovencih. In 19. točka, torej med drugim izpostavlja, Ljudska fronta bo mobilizirala ljudske sile, da bi se naša zemlja čim prej obnovila, da bi se naše gospodarstvo gradilo na načrtnem temelju. V tem pogledu je potrebno tole, elektrifikacija in industrializacija, krepitev državnega sektorja gospodarstva, točka 3, razvoj širokega in množičnega gibanja zadružništva med kmeti, obrtniki in srednjimi sloji. Ljudska fronta priznava zasebno lastnino in zasebno inicijativo v okviru splošnega gospodarskega načrta. Konec citata je pravzaprav tukaj in vemo, no, kako je to bilo si predstavljeno takrat, oziroma da je pač bila nacionalizacija v bistvu posebno drugače stekla. Nova stvarnost in novi časi so torej narekovali tudi nove velike projekte, infrastrukturno planiranje, kot se leksikološko členi na 3 ključna področja je torej obsegalo, nekaj malega je to že kolegica Ajlec povedala, torej na gospodarsko in družbeno sfero ter na znanstveno sfero, znotraj tega posebej ne opredeljujem, tukaj zdaj bo več v članku. 19. točka temeljnih načel Ljudske fronte Jugoslavije je prav tako pravi, citiram, obnova in izgraditev dežele in posebej pri tem poudarja torej načrtno temelječe gospodarstvo. Kar se tiče torej, konec citata, kar se tiče elektrifikacije, se je po drugi svetovni vojni povečala torej delovna učinkovitost zaradi nje, storilnost in pa bivanjske razmere, kot vemo. Veliki projekti so vključevali izgradnjo hidroelektrarn, na Dravi, Savi in Soči, termoelektran za Savji, Šoštanju ter, konec koncev, kot vemo, tudi načrti že 70-ih in z izgraditvijo delovanjem jedrske elektrarne v Krškem. V poročilu glavnega odbora Rdečega križa Slovenije, to je pa takoj po vojni leta 47, za nazaj bere, torej za leto 46, kjer vse organizacija razpredena in da ima torej 306 tisoč članov, da deluje vse, kar so si v smernicah začrtali, posebej dejaven pa je bil seveda podmladek in da od odborov in od aktivnega sodelovanja članstva v prvi vrsti je odvisno, da se uresničijo načrti, spet prihodnost, otroška klinika, ambulante, potujoče klinike, počitniške kolonije in tako dalje. V vseh teh akcijah nas podpirajo tudi rojaki v inozemstvu, so govorili in zapisali, ki so ponosni, da so otroci tako junaške, napredne in zgledne od domovine, kot je Federativna ljudska republika Jugoslavija in zaradi tega je Rdeči križ Slovenije velik sodelavec ljudske oblasti. To so objavili v svojem poročilu z veliko številkami, več torej v članku. Pojdimo hitro naprej. Torej, nekako v tem teoretičnem delu, Osvobodilna fronta, peta se pravi federalno, se pravi v Rdeči križ Jugoslavije in tu so bili tile osnovni dejavniki, torej oziroma osnovna izhodišča, ki so se jih pač morali ravnati. Torej, dejavnosti se zaradi 4-letne vojne razširijo torej na nova področja, pomoč bolnim, starejšim, osamelim in invalidom, posebno varstvo otrok, zbiranje zdravilnih zelišč in postanavljanje mlečnih kuhinj po slovenskih šolah, ki pa jih poznamo tudi iz predvojnega obdobja. Najprej pa je bilo treba pomagati repatriirancem, kar sem že omenila, tako Rdeči križ organizirajo in nadzoroval mednarodno pomoč, seveda tudi ob sodelovanju ameriških in kanadskih izseljencev, kasneje tudi v sodelovanju s UNRWA, o čemer je kar veliko torej pisala in kolegica Kornelija Ajlec. Seveda imamo tudi tukaj Cooperative for American Remittances to Europe, oziroma CARE ali CARE ali CARE, kakorkoli bi vi to že izgovorili. Vsekakor je ta prihajala do UNRWA na pomoč do junija leta 1947 in tako je moral dejansko ves čas na to misliti tudi Rdeči križ in se ne zanašati na možnost, da bi dobili pomoč od drugih dobrodelnih organizacij. Tako da nekako tukaj zasledujete fotografije iz arhiva Rdečega križa Slovenije v Ljubljani, tako da so se kar lotili tega, kakor so se tega lotevali, se pravi v drugih državah, deželah, tedaj močno porušene, razrušene
Evrope. Leto 1946 tako Rdeči križ zaključi z uspehi, z delom za obnovo domovine. Ponovno dosti identični citati, ki jih tukaj ne bom izpostavljala. Ves prispevek, tukaj gre pa že za nov citat, ves prispevek Rdečega križa iz istega leta 1946, Rdečega križa Slovenija za obnovo znaša okroglo 180 vagonov blaga v vrednosti preko 100 milijonov dinarjev. Tako je bilo poročilo iz leta 1946, dobesedno do številke, natančno na poročilo omenja število čevljev, kar je bistveno tukaj pa je, da se je blago delilo po terenih, v pretežni meri torej preko institucij, po ustanovah in pri vsakem razdeljevanju so bili upoštevani seveda najprej invalidi, kot oni pravijo, danes bi bile to osebe s posebnimi potrebami, močno pomoči so bili zlasti deležni tudi, se pravi, mladinski domovi, domovi za onemogle, intimati in seveda šolske kuhinje. Poziv je bil torej k obnovi in v zaključku tega poročila ponovno citat iz leta 1946. Vse to delo je bilo možno izvršiti zaradi aktivnega sodelovanja širokih ljudskih množic v Sloveniji in pri nekaterih akcijah zaradi bratstva in enotnosti vseh narodov Jugoslavije. Tako se je začelo in pa tako se je končevalo in pa tudi začelo. Omenjeni sta, nadaljevanje bom omenila, ker smo seveda v tem koncu Slovenije nekaj malega, ne ravno v coni A, v coni B, ampak seveda kako je bilo v teh krajih, ne. Izjemno so bili veseli, recimo v Trstu se je odvijal marca leta 1946 teden Rdečega križa. Tukaj imate nekaj izsekov iz tega in pravzaprav zelo veseli, torej naši slovenski bratje in sestre, da je prišla seveda svoboda in prihodnost je bila seveda, kot vemo, na Tržaškem negotova, nisem vedela, kako bo s pripadnostjo ozemlju, ampak definitivno je tukaj seveda takoj malo začel delovati Rdeči križ, kar je tudi logično, ker gre za Luko oziroma Trst kot pristanišče. Primorci so torej zasledovali cilje, kot jih je že zastavil glavni odbor Rdečega križa Slovenije januarja 1946, ko je razpisal volitev vse odbore. Poudarili so pomen informiranja javnosti, torej propagande, citiram, to je citat iz časopisa, katerega izsek imate tudi tukaj na drsnici. Treba je tudi propagandno delovati v zvezi s tem, pridobivati nove člane. Vse načrte bomo izvršili, če bomo dosegli, da bo sleheni državljan pripadnik Rdečega križa. Konec citata. Torej, če bo sleheni državljan pripadnik te organizacije, gre torej za dodeljeno vlogo posameznikov v bližnji prihodnosti. In ponovno nekaj teh navedkov ali meni ljubših citatov. Prav tako vidite na zaslonu oziroma enih drsnic torej odloke v Rdečem križu, potem, ko se je seveda vzpostavila zavezniška vojaška uprava, vse to bo seveda v povečani obliki zdaj ne bi šlo skozi, ampak bo natančno predstavljeno v članku, ki bo sledil tej konferenci. Ker je to gre, torej pristanišča so seveda potem v skladu z formalno ustanovitvijo te dobrodelne organizacije, je k sreči začelo prihajati v Trst in pa seveda v zaledje. Vsa ta pomoč, tukaj imamo primer, 22. aprila 1947 so prispeli med 7 avtomobili, torej džipi, tudi ti trije na sliki, Hobart Victory iz New Yorka do Trsta jih je pripeljal oziroma tale ladja. Vsi tri avtomobili so bili 29. aprila 1947 odpremljeni iz Ljubljane v Zenico na mladinsko progo Šama-Carevo. Mladinske brigade tukaj posebej danes ne bomo omenjali, ampak vsi vemo, da je bil Rdeči križ močno vpet kot pobudnik tudi v te delovne akcije oziroma MDA kasneje, ki pa so, vemo, z izumiranjem skupne države tudi same izumrle. Zdaj pa gremo še k ključnemu delu. Pri načrtovanju posledic ujm in katastrof, ki bi lahko doletela Slovenijo, so za delovanje Rdečega križa pravno podlago predstavljale in še predstavljale Ženevske konvencije iz leta 1949 in dopolnilni protokoli iz leta 1977, ki so jih ratificirale vse države. In leta 1971 je Rdeči križ Slovenije organiziral poseben sklad za elementarne nesreče za takojšen odziv za potrebe pomoči. Usposobljenih je bilo 247 ekip prve pomoči in 39 ekip za socialno delo, kar je za prostor, kot je slovenski, relativno, mislim, je kar visoka številka. Torej, za elementarno oziroma naravno nesrečo se smatra tisto, v kateri je eksistenca posameznika ali skupnosti odvisna od delovanja naravnih sil, kot so poplava oziroma povodenj, potres, suša in žled. Zato je potrebno načrtovati odpravljanje motenj v delovanju skupnosti.
Tovrstne nesreče so seveda globalne, regionalne in lokalne in za večjo nesrečo se uporablja seveda tudi sopomenka katastrofa, tudi kataklizma, ko je moč narave posebej rušilna in pusti trajne posledice na zemeljskem površju ali dan današnji tudi poznane ekološke nesreče kot posledica napake v delovanju sistemov tehnoloških ali človeškega vira. Zato je nujno redno usposabljanje odredov Rdečega križa Slovenije za delovanje v elementarnih in drugih nesrečah. In to je bilo vzpostavljeno takoj po drugi svetovni vojni, ne, in se iz desetletja v desetletje tudi danes v novem tretjem tisočletju se seveda nadgrajuje in številčno tudi povečuje. Razpredelnica predstavlja nekaj najbližjih potresov pri nas, izbrala sem zgolj te po drugi svetovni vojni, sem pa vseeno dodala tudi dva potresa, ki sta torej prizadela Slovenijo v času po osamosvojitvi, torej v zadnjih 30 letih. Vemo, da je bil rušilni potres tudi v Skopju leta 1963 in pa seveda tudi v Črni gori, spodaj in levo imate tak primer, iz leta 1979, fotografija, potres v Črni gori, Poljska bolnišnica Rdečega križa Slovenije za 500 ljudi. Zgoraj imate pa še primere dodeljevanja v različnih obdobjih, recimo pomoči, kot prva recimo leta 1965 zaradi poplavljencem, o katerih bom nekaj več povedala ob naslednji drsnici, in pa spodaj leta 1965 razdeljevanje oblačil po neurju na Notranjskem, torej neposredna hitra pomoč, ki jo poznamo seveda tudi danes, s tem, da si pomagamo mogoče z novejšimi napravami, kot so SMS-i na mobilnih telefonih. O čem je govora na teh žalostnih črno-belih fotografijah? Seveda gre za poplave na Celjskem, 4. in 5. junija 1954 je bila velika poplava na Celjskem, poplavljali sta Hudinja in pa pritoki Savinje in kljub požrtvovalnemu reševanju tako gasilcev in vseh teh enot so poplave zahtevale 22 življenj. Ogromna materialna škoda, kar vidite tudi na fotografijah, na pridelkih, stanovanjskih, industrijskih objektih, ter na cestah in mostovih, skladišče tovarne Emo, hod v bolnišnico, takrat bolnico, torej Celje zgoraj in Cinkarna na sredi, desno seveda tudi v bližini poplavljeno, zgoraj pa vidite tudi, danes bi temu rekli, zračna fotografija. Po vojni so sicer načrtovali regulacijo Celjskega ovinka, mestne oblasti so pripravljale načrte, prehitela jih torej vodna katastrofa, to pa še ni konec in še preden so uspeli vse skupaj sanirati, je sledila nova katastrofa 25. oktobra 1964 in zaradi prekinjenih telefonskih zvez je stik s prebivalci lahko vzdrževal le celjski radio, ki je poleg gasilskih enot teritorialne narodne zaščite in pa pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade opravil pri reševanju pomembno vlogo. Na levi vidite primer JLA vojakov. Tako zaključuje. Morda še nekaj o socialnem skrbstvu, ki je tudi nekako v ključnih besedah zajeto v zvezi z mojim prispevkom. Mislim, da katerega od teh plakatov ste že kdaj vzorili in jih poznate, tuberkuloza je tak primer. Seveda so izvajali tudi fluorografske, se pravi preverbe, enkrat na letno obvezno od 18. leta starosti. Številk ne bom omenjala, tukaj se mi zdi, da mogoče slika pove več kot moje besede. Dejstvo je, se pravi, da je vpeto medicinsko, strokovno usposobljeno osebje. V začetku so to bili hitri tečaji, takoj po vojni ne, in vse do danes se je seveda to z primerno izobrazbo, tudi visokošolsko seveda spremenilo. Če grem še nekoliko mogoče nazaj, torej to je to. Jaz se spomnim plakata tegale na desni strani, kjer imate pravzaprav točno to, ujme in pa naravne nesreče. Debeli rtič ne bom posebej predstavljala, ampak to je točno tisto letovanje za otroke. Verjamem, da poznamo vsi te akcije, katerim se pridržujejo danes žal tudi v tem turbokapitalizmu razna podjetja, predvsem trgovska. Krvodajalstvo je seveda bilo vzpostavljeno dosti hitro, takoj po vojni. V Ljubljani prvih nekaj stekleničk so pravzaprav vzeli, s časom je seveda to napredovalo in je varno in smo tudi tukaj Slovenci v svetovnem merilu med prvimi na čelo per capita prvaki. V naslednjih desetletjih so se seveda torej izvale tudi razne preventivne akcije, ki so se pa nadgrajevale s tem, kar se je svetu dogajalo globalno, tudi
tu še ne, ampak malo po padcu Berlinskega zidu, jasno je vidno iz leta 1973, da so takrat tudi ciljno nagovarjali Slovence te prelepe zelene dežele, da ne smetimo svoje dnevne sobe, kar je pravzaprav naša Slovenija. Ne? Seveda ne moremo v zaključku mimo omembe politike. Tale drsnica predstavlja seveda udeležbo predsednika Tita in njegove soproge, ki je bil seveda torej častni gost, ko so podelili posebno priznanje in vlogo, ki jo je imel Rdeči križ v Jugoslaviji v povojni obnovi. To je iz leta 1970, če kdo slabše vidi v zadnji vrsti od poslušalcev. Danes je podobno, ni se dosti spremenilo. Nas seveda v naslovu tega prispevka zanima, torej pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah. Kar nekaj diagramov smo videli v teh dneh ali predstavitvah, to je uradni diagram seveda Rdečega križa Slovenije, ki ga seveda lahko uzrete tudi na njihovi formalni spletni strani. V arhivu Rdečega križa Slovenije pa imamo tudi nekaj podatkov, da zaključimo torej z to osamosvojitveno fazo. Levo imate, kar nekaj osnutkov je bilo, levo imate sklep o izstopu Rdečega križa Slovenije iz Jugoslavije, potem sporočilo na sredi vsem republiškim organizacijam Rdečega križa Jugoslavije, torej prijateljem Srbije, Hrvaška, Črna Gora, etc. Potem tukaj pa imate, oziroma lahko vidite, potem še prepis v angleški različici Lige organizacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca z dne 7. julija 1991 in to je bilo torej 3 mesece po po preteku Brionske deklaracije in 8. oktobra nosi ta oba dva dokumenta torej tudi namero, kjer se seveda Ženevo sporoča, zdaj pa tako, mi gremo na svoje, dobesedno. In mislim, da sem s tem tudi zaključila. Hvala lepa za pozornost in potrpežljivost. Darja, hvala lepa. Tisti, ki ne poznate, ni hitela, ampak je to normalen tempo. Tako da, če bi pa ta tempo imeli vsi, bi bila natančno ob 17. verjetno vsi, pa ne samo naš panel, ampak vsi ostali paneli, ki nas zdaj čakajo za podelitve častnega članstva, ampak kljub vsemu, ima kdo kaj za vprašati? Jaz sicer imam, ampak se bom zadržal, bom vprašal drugič. Jaz bom panelih vprašal. Izvoli. Eno fantastično, mogoče tako vprašanje, ne? Ta snos pa industrializacija pa to, ne? Ali, mislim, da vem odgovor, ali je kdo razmišljal, da ne bi šla industrializacija na škodo okolja? Ne, da bi jaz zasledila zaenkrat. No, hvala. Ja, ni bilo še takrat v Vem. Hvala vsem.